Filipinska vlada želi prenoviti zastareli javni prevoz v državi, tako da bi ta bil med drugim tudi bolj varen in okolju prijazen, vendar se privrženci kralja cest, ki še vedno vlada na cestah, ne pustijo kar tako brez boja. Kralji ceste so manjši potniški tovornjaki, ki so sicer precej dolgo veljali za najvarnejša in najcenejša javna prevozna sredstva na Filipinih. Prometna policija pa vse pogosteje izvaja naključni tehnični nadzor džipinijev, kot jih imenujejo, po vseh manilskih cestah in strogo pregledujejo kar na mesto zaustavitve vozila, ali ustrezajo pravilom izpusta emisij in ali so tehnično brezhibna. Kdor nima ustreznega vozila, bo izgubil dovoljenje za prevoz potnikov, pa še poti ne bo smel nadaljevati. Tisti, ki ne bodo uspeli, bodo imeli licenco odvzeto in jim bo onemogočil vožnjo uradni inšpekcijski pregled pri Ministrstvu za promet. A vse več ponudnikov prevoza se zaradi nadzora upira in organizira proteste. Vsako leto ob koncu januarja vasi okoli Pernika v zahodni Bolgariji pripravijo festival Survakari, skoke okrog večjih kresov. Skakalci so oblečeni v zelo pisana oblačila, njihove aktivnosti spremljajo glasbeniki z velikimi zvonovi in bobni. Gre za tradicijo, ki jim po verovanju prinaša zdravje, plodnost in dobro počutje. V 3 dneh več kot 7000 udeležencev v skoraj 1000 skupinah predstavi slikovite maske pošasti, hudiča in živali. V njih tečejo po ulicah, končajo pa skupnim plesom in velikim hrupom na mestnih ulicah in trgih. Iz tokrat slikovite Bolgarije gremo v Romunijo. V Dragomirestiju, ki leži v hribovitem okrožju Dambovita, severozahodno od Bukarešte, imajo župana Dragoša Vladolečuja. Čeprav ima že kartoteko na policiji in zoper njega na sodišču potekajo procesi zaradi zlorabe položaja ter nekaj ločenih preiskav o tem, da naj bi ustanovil kriminalno združbo, ga volivci spet postavljajo na položaj župana. Mnogi menijo, da opravlja odlično delo. V svojih 14 letih županovanja je obnovil ali zgradil nove šole, klinike in cerkve. Pod njegovim županovanjem so namestili cestno razsvetljavo, oskrbo s plinom in vodo ter tlakovali ceste. Gre za stvari, ki jih prebivalci ne jemljajo za samoumevne, saj jih župan obravnava prednostno. V vsej državi pa še vedno velja tudi visoka stopnja korupcije. V Siriji pa se je zaradi konference o krizi na Bližnjem vzhodu rodilo upanje o rešitvi njihovih težav. Ena glavnih tem na konferenci, ki bo v ruskem črnomorskem letovišču Soči, je namreč iskanje politične rešitve za Sirijo na 2-dnevnem sirskem kongresu nacionalnega dialoga. Danes in jutri tam razpravljajo o tem, da bi Sirijci o svoji prihodnosti odločali na ljudskem plebiscitu brez zunanjih političnih pritiskov in da bi pripravili novo sirsko ustavo. V dialogu vidijo tudi možnost rešitve vojnih konfliktov oziroma vsaj začetek razprav o koncu državljanske vojne, v kateri je bilo ubitih več 100 000 ljudi. Vojne sicer niso zaključili niti po 9 krogih mirovnih pogajanj.